Spoštovani gledalci, dragi prijatelji, v okviru naše oddaje Za skupno dobro nadaljujemo pogovore z člani gibanja Zeitgeist, Duh časa. Ob teh pogovorih se poskušamo dotakniti širokih tem našega skupnega bivanja, predstaviti misel in tudi raziskave tega gibanja in obenem nam vsem pomagati, da bolje razumemo ta svet, v katerem se sedaj vse dogaja, in tudi, da nekako naše krščansko stališče soočamo s temi mislimi in tako nas vse spodbudimo kreativnemu razmišljanju tudi konkretnih družbenih in drugih rešitev iz današnje stiske. Prav lepo pozdravljam Damjana Kovačevič, ki je koordinator za Slovenijo gibanja, in pa Mitja Ježa, ki je koordinator za Primorsko. In mi se bomo danes pogovarjali o, bi rekel, konkretnih rešitvah, ki jih gibanje Duh časa ponuja, in se z njimi tudi nekako spoprijeli. Torej, jaz bi vas kar vprašal na začetku, ko smo že gledali te filme in veliko o tem razmišljali, kakšna je potem neke vrste končna tehnična rešitev ali pa rešitev za naše probleme, naš planet, našo družbo po vsem svetu, kaj pravzaprav kot rešitev ponuja gibanje Duh časa. Ja, no, tretji del filma Pot naprej lepo gledalce spodbuja k razmišljanju prav v tej smeri, kakršno naj bi bilo gospodarstvo osnovano na virih. Skratka, da si predstavljamo kopijo planeta, Zemlje, še preden pride človek in pridemo v stanje, kakršno je danes, ker zelo nasnežujemo in imamo druge probleme. In kaj bi s tem planetom naredili, da bi kot vrsta ljudje preživeli? Spravi, najprej si bi pač določili cilj, in to je ne samo golo preživeti, ampak kreativno, bogato preživeti, zdravo in pač uspešno in visoko kakovostno preživeti. Zdaj, kako bi to naredili, ne? Pač v bistvu rabimo neko metodo, in sicer pač v filmu je lepo ponuja razmišljanje, ali nam lahko pri takih, kakor smo kasneje ugotovili, tehničnih problemih pomaga tukaj politika oziroma religija, ker so pač tehnični problemi v bistvu nam tukaj pomagali samo znanost. Pač znanje, vedenje o naravi, o problematiki, ki jo pač imamo danes, pravi tehnične rešitve, zato pač bi uporabili znanstvene metode. To pomeni, da vsako idejo, vsako rešitev bi tudi dejansko morali testirati, a je res dobra rešitev ali ne. In pač na podlagi rezultatov, ki jih dobimo tega testiranja, če res nam ustreza, lahko tudi metodo oziroma idejo ovržemo. Pač dopuščena je možnost, da neko idejo, ki smo dobili, ni rečeno, da je res dobra. Zato znanstvena metoda, ker nima vpliva nobeno človeško mnenje, oziroma kak drug nek kvazi znanostni. Torej, razumem zdaj za začetek naše debate, Duh časa torej meni, da nas ne bo rešila ne politika, ne religija, ne denar, ampak tehnika, če sem prav razumel, in pa znanost, ne, katero mi zdaj dobimo konkretne rezultate in na osnovi konkretnih rezultatov, ki bi naj bili dobri, potem lahko gradimo nadaljni načrt, da nekako rešimo svet, rešimo zemljo, rešimo ljudi. Sem prav razumel? Ja, v bistvu, če to sam da dopolnim, Mitja,
V bistvu je ena stvar, ki se pri znanosti dogaja, ki znanost nima, kar imajo ostale stvari, in to je znanost nima ega. Znanost, če se zmoti, se pač zmoti, se najde boljša rešitva, ne vleče to zmoto naprej, ampak dejansko pač najde boljšo rešitev, brez kakršnih koli večjih predsodkov ali česarkoli drugega. In zato se v bistvu stalno Je to prava razvija. metoda, ja, razumem. In se stalno razvija. Ne. Tako, ja. To je, spravi, glede na znanje, ki ga imamo danes in s cilji, ki smo si jih pač zadali za dobro preživetje vseh na Zemlji, bi začeli izgradnjo Novega sveta, ja, tako. prave rešitve. No, zdaj, najprej se vprašamo, kaj potrebujemo Tako. sploh za naše preživetje. To so seveda viri, pač rabimo vodo, rabimo hrano, zavetje, obleko, spravi, Osnovne pogoje za življenje. se glih to dokazuje, da so pač tehnične zadeve, ki jih potrebujemo. Vsaj za preživetje, Ja. za nek razvoj človeka potrebujemo še druge stvari, spravi, tudi socialno oporo, oziroma dobre medsebojne odnose. No in zdaj, kako zvemo, kje so te viri in kaj imamo sploh na voljo, ne, je pač treba narediti popis. In popis v globalnem smislu, spravi, po vsem svetu, ker recimo v Sloveniji nimamo vseh virov, vseh možnosti, da smo samozadostni. Tako. Zato je tudi v smislu držav, kakor jih poznamo danes, ne more biti ena država neodvisna od drugih. Preprosto zato, ker ena država nima vseh virov in mora obvezno sodelovati z drugimi. Tako tudi zdaj je ta čas globalizacije, se pravi, naj bi se nekje združevali, sodelovali, tehnika nam omogoča globalizacijo, informacijski napredek, pretok informacije je takšen, kot še ni bil nikoli. Tako da nedvomno se svet globalizira, moramo sodelovati. Dobro, ampak to že zdaj delamo. Torej, kaj bi duh časa prinesel novega? Ja, niti ni tako dobro še izvršeno. Popis mora biti dobro narejen. Popis je treba narediti vseh izvirov, vseh nahajališč nafte, čeprav, ker je kot fosilno gorivo, naj ga bi čim manj uporabljali. Veter. Tako, vetrna polja, se pravi tudi za pridobivanje energije, vse moramo popisati. Mislim, da je to v bistvu nekje osnova, tako saj mi zdajle razmišljamo, da energijo imeti, se pravi na obnovljive vire, tako kot imamo zastonj zrak. Mislim, da je energija nekaj ključnega pomena, iz katere bi se potem lahko stvari naprej razvijale. Če sem prav povedal. Prvo je popis, kaj pravzaprav sploh imamo, da bi lahko se prehranili, preživeli in tako naprej. Se pravi, vemo, da nekatere države imajo nafto, nekatere države imajo premog, nekatere imajo več vetra, ene dosti leda in s tem vode, recimo, ne vem, pač karkoli. Se pravi, dobro, naredimo en popis po celem svetu in poskušamo. Ta popis pa niti ni dovolj. Mi moramo te vire spremljati. Če imamo teh virov dovolj, oziroma lahko pričakujemo, da bo nekih virov zmanjkalo. Zato se pač moramo razlikovati med temi viri. Nekateri viri so bolj uporabni, drugi manj. Spravi, stalno jih moramo spremljati, predvsem zaradi tega, ker na podlagi tega lahko vzpostavimo dinamično ravnovesje. To pomeni, da je pač stopnja povpraševanja oziroma obnavljanja večja ali enaka stopnji porabe. Se pravi, ne moramo skuriti več lesa, kakor ga zraste. Tukaj en tak primer. V tem smislu. Potem so ti razni alternativni viri energije, bodoče, recimo voda, ki bi jo razdelili na kisik in pa na vodik. Tega menim, da bo je za ne vem koliko 10.000 let dovolj za zemljo. To je res, mislim, da je... Zdaj, energijska bilanca v tem konkretnem primeru je tisto, kar je za pogledati.
kaj je res upravičljivo. Atomska energija bi bila upravičljiva, bi to se ohranjalo ali ne? Ne. Kako je z atomsko energijo, ki je pravzaprav tudi najbolj poceni energija še vedno? Ja, v bistvu ogromno energije dobimo iz tega, ampak se mi zdi, da trenutno je še vedno premalo raziskano, da bi to na veliko uporabljali, ker lahko pusti za sabo katastrofalne posledice. Saj mislim, da tudi če pridanje, če lahko tukaj sam dodam, atomska energija bila sprejeta, je bila že v štartu mišljena kot prehodna energija. Res pa je, recimo, da recimo hidroelektrarna Krško, za razliko recimo od ene sončne elektrarne, bom dal kar v teh jedrskih pardon, ne atomske, jedrske elektrarne, recimo jedrska elektrarna Krško ima nekje od 7 do 9 tisoč delovnih ur letno. Medtem, ker ena sončna elektrarna ima jih recimo lahko 1500-2000. Se pravi, tukaj je ta razlika, zakaj je jedrska elektrarna, jedrska energija trenutno toliko bolj učinkovita, a ne? Ampak je pa res, da je to neka prehodna začasna rešitev. Ne? In že tudi, ko smo postavljali prve elektrarne, je bilo pač... Ampak gledam jaz zdaj recimo problem energije, ne? Če lahko malo zdaj eno debato damo, pač poskušamo razumeti svet in tako naprej. Zdaj, na vse zadnje tudi atomska energija je zastonj, tudi danes je vetrna energija zastonj, na vse zadnje nafta je tudi zastonj, je v zemlji, pač jo treba ščrpati, ne? Ampak so tu določeni ljudje, določeni, tako smo imeli koncerni, določene ekipe, ki to nekako posedujejo, ne? In potem oni nam dajo, diktirajo ceno, diktirajo, bi rekel, koliko mi lahko vode dobimo, koliko lahko dobimo tega. Spravi, kako bi to naredili, da se zopet ne bi na te vire, ki so obnovljivi, ki pa jih je treba zopet dobiti iz narave ven, da jih ne bi nekateri, bi rekel, krivično uporabljali. Recimo mi, kristjani, imamo pač neko rešitev, če bi bili vsi pošteni, ne, bi potem to, ali pa dobri, bi nekako to funkcioniralo. Se pravi, zdaj pa v današnjem svetu, kjer je ta možnost vedno pač prisotna, kako bi, na primer, preprečili to, da ne bi se ljudje zopet sedli na to izkoriščanje virov, recimo čisto konkretno na sončno energijo, ki je več ali manj zastonj, ampak da ne bi zdaj nekdo tisto izkoriščal ostale ljudi, ker bi imel pač dostop do te energije ali bi sposoben to narediti. Recimo, to je eno tako, čisto tako debatno vprašanje. Lahko ga potem nadaljujemo. Bolj v filozofskem smislu. To je čisto enostavno. Skratka, avtomatizacija, kjer je potrebno čim manj delovnih rok. In druga stvar, ki je zelo pomembna, to je pa, da se enostavno vnesejo neki podatki v računalnik in računalnik to sam dela. Računalnik nima ega, nima čustev in racionalno razdeli vse enako. Tudi računalnik recimo v eni sekundi lahko obdela milijon podatkov, ki bi recimo potrebovali ogromno ljudi, da bi se lahko nekaj enačili. To je nedvomno, tehnična rešitev je, ne? Ampak pravim, tu je še človeški faktor, kljub tome je nekdo tukaj, ki nadzira računalnik, ne? Ali pa ga modificira, ali ga kakorkoli mu daje nekaj navodila. Ampak dobro, mogoče ne bomo rešili zdaj tako je tega. Mogoče bi tukaj se navezal na odprtokodne sisteme. Tam ljudje delajo brezplačno, dobijo denar, kakor je pač od donacij, ampak mislim, da v odprti kodi nihče ne gleda tako, da bi ne vem, imel en izključno boljše koristi od drugih. Odprtokodni sistemi, to prvič slišim za to. Kaj bi naj to pomenilo? To je v bistvu, da je izvorna koda programov na voljo vsem v javnosti. Tako kot Linux, recimo. Tako, to je eden izmed primerov odprtokodnega. Linux je prav odprtokodni operacijski sistem. Poznam, ampak to je v bistvu samo jedro. Za en delujoč računalnik, delujoč program je, rabimo še ogromno drugih programov in v teh Linux distribucijah je tukaj večinoma vse odprtokodne. Dobro, ok, tisto bi še lahko malo debatirali. Zdaj pri vire smo popisali in zdaj jih preko računalnikov in vsega tega začenjamo recimo pač nekako izkoriščati. Naprimer, da nam to uspe, da umaknemo hudobneže. Dobro. Tukaj bi omenil še, da moramo zelo na široko, dokaj kompleksno gledati na stvari in sicer, da imamo več sistemov tukaj od človeškega organizma, spravi pač biologije, če bi tako rekel, do zemeljske biosfere, se pravi kot planet gledamo, pač, ker človek živi na Zemlji, ne?
Planet, Zemlja je pa vključen v Sončje. Spravi, imamo neko teorijo sistemov. Mogoče dober primer tudi v filmu podane celice, gradijo organe in organi sestavljajo ljudje. Mi ljudje pa potrebujemo hrano in druge vire, kar je seveda smo povezani s tem Zemljo. Ne. Tako da tle gre za eno simbiozo sistemov. Tako, nedvomno. Tako da ne moramo ozko gledati samo na en del. Seveda, da razvijamo, recimo proizvodnjo, razvijamo posamezne dele, gledamo modularno, razvijamo modularno, ampak vedno moramo imeti v mislih, kakšen bo... Se pravi, ta povezovanje z drugimi sistemi, da vse skupaj funkcionira, da ta sistem, ki ga mi razvijamo, drugemu ne škoduje, ne? Ker gre za celotno človeštvo, gre za celotno Zemljo, gre za vse ljudi, gre za vse aspekte življenja in tako potem nekako te sisteme, ki so, vključujemo v celoto, ne? Če sem prav razumel. Dobro. To je povsem pomembno pri razvoju določenih produktov. Recimo, da bojo na koncu izdelki morali biti reciklažni, je treba razmišljati v vseh stopnjah razvoja tega izdelka. Zdaj, omenili smo že, da spremljanje teh virov in sam popis, vse to mora nekdo nadzorovati in ker imamo ogromno virov, ogromno za popisati, dela je, ampak je vse to delo, ogromno imamo tega dela, ampak vse to delo je tehnične narave, vse se da senzoriko meriti, skratka, na koncu dobimo lahko podatke v digitalni obliki. Ja, slišal sem za ta projekt HARP, ne? Oziroma za te mikrovalove, ki so že prej preko satelitov pošiljajo mikrovalove dol na Zemljo in kakšen je odziv, ne? Pač potem lahko ugotavlja, kje je voda, kje je nafta, kje je zlato. Tako da mislim, da imajo že taka več ali manj nekateri, ki imajo to v lasti, ne? In to lahko imajo določeno prednost, imajo že Zemljo totalno prečekirano, recimo, kje, kaj je, ne. Tako da verjetno ti podatki obstajajo, bi morali samo do njih priti, ne. Tako si jaz razmišljam, koliko imam pač informacij. Ja, mi laiki, ki nimamo dostop do teh, jaz bi rekel, da večina teh zapisov že obstaja. Jaz mislim, da jih je treba samo lepo urediti in jih pripraviti za nadaljnjo obdelavo. Pripraviti kar prej naslednji del za pač proizvodnjo, ne, za uporabo teh virov. Ker se mi zdi tle zelo pomembno, kako bomo te vire uporabili. Ne, imamo en planet, smo omejeni z viri, tega se moramo vedno zavedati in moramo strateško uporabljati te vire. Konkretno zdaj imamo to onesnaževanje, ne, ki pravijo, da pač onesnažujemo, sicer naredimo en projekt, en produkt, ampak zdaj onesnažujemo ozračje, ozona vse manj, toplimo planet, pač takšne so zdaj te neke rešitve. Sicer nekateri pravijo, da je to stvar sonca, da ne toliko našega onesnaževanja, ampak recimo, da to onesnaževanje tudi vpliva na naš planet, naš skupen dom. Vsekakor. Tudi to. Čeprav vemo, da gre v tem času za menjavo magnetnih polov, vprašanje, kaj vpliva na trenutno dogajanje v vremenu najbolj, ne? Ampak kolikor gre ogljikovega dioksida in drugih, ki so še bolj škodljivi plini, ki jih mogoče niti sploh noben ne sprašuje, kaj vse še izpuščamo v zrak, kaj vse je še bolj škodljivo. Večinoma se govori o ogljikovem dioksidu. To je po moje kar glavni razlog današnjega segrevanja. Tisti bistveno. Zato je pač v bistvu pomembno, pač kakšne vire uporabljamo. To smo rekli. Ker lastnosti nekaterih virov so bistveno boljše od lastnosti drugih. Vse je odvisno,
kaj izdelujemo, oziroma zakaj neke vire potrebujemo. Ne. Recimo, zakaj bi fosilna goriva uporabljali kot goriva, nafto, ne, uporabljali kot goriva, ker bi jo lahko uporabljali samo za določene namene, ki jih z drugimi viri ne moremo narediti. Za prevozna sredstva lahko uporabimo druge vire. Pač pomembno je, zakaj uporabimo. Ja. To se mi zelo pomembno. Ko smo na energijo prišli, mi v bistvu imamo res ogromno virov za pridobivanje energije. Konkretno za Slovenijo recimo niti ni toliko smiselna vetrna, ker se precej o tem govori, ampak recimo, če pogledamo Evropo, sploh otok, pač Britanijo, tam imamo konstanten veter dovolj velike moči, kjer se v Nemčiji zelo lepo izkoriščajo, se mi zdi. Mogoče bi lahko še več, sploh nekako na obali, ki pride iz morja, se da tu lepo vzeti, če rabimo na kontinentu. Ampak so pa še druge boljše metode, in sicer zakaj ne bi vetrne elektrarne postavili nekje na odprtem morju? Ker na odprtem morju, ker imamo res odprto in tako veter je tam močnejši. In bi lahko raje od tam pol prenesli energijo do kontinenta, do porabnikov. Sam vetrna energija je le en delček vsega. Se mi zdi, da še več energije bi lahko iztržili iz sonca. Mislim, da če bi 1% energije, ki jo od sonca oddaja, zajeli, bi pokrili potrebe po energiji za celoten planet. Ne. To bi verjetno še veliko več ostalo energije, kot 1%, ki jo oddaja. Tukaj je zdaj nov koncept, mišljen za izkoriščanje sončne energije s fotovoltaiko, in sicer, da bi sončne panele, sončne celice postavili izven naše biosfere, zemeljske, ven, zato ker se znebimo, prvič se znebimo tega pojava noč in dan, da po noči, spravi, število delovnih ur se praktično poveča 100%. Maksimalno. Mislim, toliko sam, da bi tle skočil, da zdaj glih japonski znanstveniki so prav dokazali, da bi se lahko fotovoltaiko recimo inštalirali na Luni in bi se prek laserja prenašalo na Zemljo. Skratka, ne bi rabili nobenih daljnovodov. Prenos energije preko brezžične še ni, ne? Je. Če bi kdo to recimo odkril, bi zdaj bil glavni. Namreč to prenos energije brezžičen že obstaja. Že obstaja, prek laserja. Kdaj pa to? Prek laserja. Prek laserja, to je čisto nova stvar. Mogoče v zadnjih 5 letih delajo na tem, odkar se je laser bolj razvil, so pač naredili to možnost, da je lahko energija prenosljiva tudi Luna bi verjetno, mislim, da je Luna bi bila zanimiva, ker je menda ena stran vedno obrnjena proti Soncu, ne? Tako, tista temna stran, ki mi pravimo Dark Side of the Moon, temna stran Lune, je v bistvu tista stran, kjer skozi ki je skozi obrnjena proti Soncu. A tako, ja. Zakaj pa je temna? To je zdaj odvisno, ne? Ampak, zanimivo bi to bilo, to je zanimiva rešitev. Zdaj, če bi bil prenos energije preko laserja, to prvič slišim, da je to že možno, ker to bi pa res, ne vem zakaj to še niso potem spravili v tehniko. Mislim, da je v delu bil tu članek v temu, No, to bi bila seveda čudovita rešitev, tako kot so potegnili ven teleskope, ne, Hubble, kaj pred 20 leti. Mislim, da bi bila ta rešitev še boljša. Bližje Zemlji bi imel, kar pomeni, da je pri prenosu energije na Zemljo bi, mislim, imel manj izgub. Pa je, da postaviš solarne panele ven iz Zemlje, pač ne glede na to, kako se Zemlja vrti, da je res stalno na Soncu. Prvič, tudi ker ionosfera nam precej sončne energije absorbira. Spravi, če postavimo zunaj tega,
imamo bistveno večji izkoristek gain iz sonca, pa še izkoristek samih sončnih celic bi se dalo dvigniti. Recimo zdaj konkretno vem podatek za sončne celice z najvišjim izkoristkom, ki jih trenutno imamo, so seveda, mislim, da v NASA na teleskopih, in sicer so heterospojne. To pomeni pa, da so samo za različne valovne dolžine grajene, ene pod drugo, pač da svetloba je pač je spekter, in zdaj, da ne pobiramo samo en del svetlobe, ampak imamo te heterospojne sončne celice, kjer v vsakem spoju pač določen del spektra absorbira in tako dobimo boljši izkoristek posledično. Torej, imamo tehnično možnost, da povečamo energijo in jo pocenimo na Zemlji s temi različnimi pristopi, in to bi tehnično bilo izvedljivo. Torej, zaenkrat vidimo, tehnično bi nekatere stvari bile realne. Jasno, saj je tudi recimo pri teli industriji, lesni industriji, recimo za kuhne, že ko je prišel v 90-ih oziroma 80-ih letih, konec 80-ih, recimo ZX Spectrum računalnik, bi lahko že imel kuhne, kjer bi enostavno povedali kava, prižgi plin, skratka vse bi delovalo na govoru, ampak bi se potem lesna industrija oziroma kompletna industrija bi lahko propadla, kar se tiče kuhinj. Ista stvar je recimo z energijo. Podjetja bi že implementirala energijo na obnovljive vire, ampak bi verjetno to izkrivil ta ekonomsko-socialni sistem, ki je trenutno zastarel. In to mislim, da je glavni problem, zakaj se ta tehnologija trenutno še ne implementira, ker bi se posledično izkrivil ta ekonomsko-socialni sistem, kar pa seveda ni v interesu tistim 1% ljudi. In jasno je tudi, da je sistem tisti, ki določa, kaj je drago, pa kaj je poceni. Zdaj nekatere stvari, ki bi se lahko udejanjile, so seveda za ta sistem predrage. In to mislim, da je glavni problem, zakaj to danes še ni postavljeno. No, jaz pri vsem tem, če se zopet vrnem nazaj, recimo, da smo našli neko tehnično rešitev, ki bi bila, vidim naprimer en tehnični problem še vidim, če bi nam tako lepo šlo ljudem, potem bi se recimo še množili in bi število se povečalo, ampak to bi bil drugi problem, število človeštva bi se povečalo, drugi problem, ki bi ga morali verjetno drugače reševati na tej naši zemlji, če bi nam prelepo šlo. Ampak potem vidim pa zopet tale moment, ki je na nek način problem. In to je ljudje. Se pravi, kako prisiliti svet ali pa kako prepričati svet, vse človeštvo in predvsem tiste, ki imajo nekaj v rokah, da tisto z rok spustijo, včasih so bile za to revolucije, da tisto z rok spustijo, da dajo to na obče človeško dobro, recimo, postane, da oni iz tega ne kupičijo neko bogatstvo, ki tako presega njihove potrebe in potrebe, ne vem, kogarkoli tam se kupiči neko bogatstvo. Se pravi, kako priti do konkretne realizacije tega, vidim, torej človek, mi rečemo kristjani svojo pokvarjenost, torej izvirni greh, nagi nas k zlu, k slabemu, vidim jaz, recimo kot kristjan, da je ovira pri tem. Človek, ki podpira neki taki monetarni sistem, v katerega ima koristi, človek, ki vzame nekaj zase. In tu vidim zdaj problem, torej kako priti do tega cilja, da mi to lahko uresničimo. Tu edino vidim problem, ali je to svetovna vlada, kateri pravijo, da bomo pač nekako bili prisiljeni počasi priti in potem vlada z neko silo, z neko policijo, ne vem, kakorkoli nekatere stvari z zakoni rešuje v dobrobit celotnega človeštva, ampak to je tudi neka sila prisotna. Ni potem to gandijevski način in vsi smo dobili razsvetljenje, zdaj naenkrat bomo to naredili, verjetno bo morala biti neka kombinacija tega vsega, ali kakorkoli, ne vem, torej tu vidim problem. Jaz, če bi lahko odgovoril, jaz mislim, da je
prvo potrebno ljudem dati vedeti, kakšna tehnologija obstaja. Se pravi, zakaj ljudje danes v to ne verjamejo, zakaj ljudje mislijo, da je to utopično, zato ker nimajo poglobljenega znanja o tem, kaj sploh danes je možno. To je prva stvar. Druga stvar, jasno je, da bi na samem začetku verjetno nekako načrtno šli do ljudi, ki so socialno ogroženi. Moramo vedeti, da je danes recimo več ljudi socialno ogroženih, kot tisti, ki kvalitetno živijo. Tretja stvar, ki bi jo uporabljali, je, da bi oglaševali z orodji tega sistema. Se pravi, če vemo, da televizija blazno vpliva na človeka, bi prek televizije probali ljudeh osveščati oziroma jim dajati informacije, katere so nujno potrebne za preživetje. Ravno tako recimo, če bi imeli možnost najeti več jumbo plakatov, kjer bi imeli recimo gor neke, bom rekel, parole, ampak... Se pravi, gre za osveščanje ljudi, razsvetljevanje, da razumejo, Jasno. da jih prepričaš, to je nedvomno en način. In dokaz je, ne, recimo, če bi primer dam zdaj nekje na en jumbo plakat napisal, vse bi lahko imel zastonj, bo nekdo, ki bo drugič šel čez, se smejal, tretjič, ki bi šel čez tak napis, bi se še vedno smejal, petič, šestič, 20-tič, bi pa verjetno že začel mečkrat razmišljati v tej smeri. Se pravi, kaj se zgodi, človeka pripravimo do tega, da se začne kritično razmišljati. To, kar nam že v šolstvu manjka, kjer nas učijo večinoma na pamet, ni pa tega kritičnega razmišljanja, se pravi, da dobiš neko stvar, s katero se začneš ukvarjati in kritično razmišljati, kako bi lahko jo ali izboljšal oziroma jo rešil ali kakorkoli drugače. Skratka, ljudje spodbujati k temu kritičnemu razmišljanju, da se za nek problem, ki je seveda tehnični, najde neka rešitev. Seveda danes je to mogoče, ker res nam internet omogoča dostop do informacij, ker če hočeš tudi kritično razmišljati, potrebuješ informacije. Ne? Seveda. In če ti nekdo informacije reže, se pravi, da ti jih ne da, potem tudi ne moreš kritično razmišljati, ker enostavno nimaš osnove za kritično razmišljanje. Torej danes dejansko je nek trenutek, kjer nedvomno, da se bo družba spreminjala. Zdaj, kako bo to vse potekalo, upamo, da v dobro smer. Ne? En primer recimo tega gospoda Slavca, zelo priznam politolog, je lepo povedal, ne, da bi morali se recimo primer novinarstvo, pa raziskovalno novinarstvo, bi moralo iti pod okriljem države. To ne pomeni, da ga država vodi in da ga cenzurira, ampak da država skrbi, tako kot skrbi za muzeje in druge stvari. Skratka, ko bi to enkrat bilo neodvisno, bi lahko te novinarji opravili ogromno raziskovalnih nalog, tako v znanstvenem področju, kot recimo v ostalem socialnem področju ali kateremkoli drugem področju. Na podlagi tega bi lahko čedalje več informacij pridobivali. In jasno, da kasneje, čez neki cajt, ko bi bile te informacije pridobljene, bi ljudje začeli ziher drugače razmišljati. Ja, zopet je tudi tisti moment, ki ga po naše, recimo Jezus hoče reči, da spremenja ljudi, njihova srca tudi, da bi bili bolj dobre. Ne? Mi vemo, da ravno državni kriminal je danes v svetu dostikrat največji. Ne? Ker imamo države, ki izkoriščajo ljudi bolj recimo kot druge države, ne? In zdaj nekako, če bi rekli država, spravi neka dobra država, ki bi pravično zvladala, poštenost, zakoni veljali za vse enako, ne? Spravi, verjetno takšna država bi potem bila mogoče sposobna, da ne bi zopet šli, ker imamo mi oddajo za skupno dobro, ne? Da ne bi res gledali samo za svoje dobro. Ne? To je res, če želimo spremembe, moramo začeti na sebi. Seveda. To je, se pravi, tako je Gandhi pač rekel, če bodi sprememba, za katero želiš, da je. Ne? In mislim, da se spet tukaj bi se ne pa misel, lahko to ponovimo, kak ste rekel? Ja, da bodi spremembo, zaradi katere želiš, da je. Ne? Aha, se pravi, ti bodi sam prvo ta sprememba, ki želiš, da se uresniči. Ne? Lepo povedano. In tukaj bi bilo potrebno nekako nadaljevati. Jasno, da učeni ljudje to lažje razumejo, lažje udejanjajo kot nekdo, ki nima dovolj znanja. Zdaj, mi moramo najti način zanimirati oziroma najti pristop, kako bomo te ljudi lahko zanimirali oziroma jim dali ta neki elan, če lahko rečem, ki bi jih spodbudil k nekim kritičnim razmišljanjem oziroma k reševanju lokalnih problemov. Če malo povzamem, torej tehnično zgleda bi to šlo, prišli bi do energije, energijo bi imeli, to energijo bi potem, bi rekel, vodili preko računalnikov, visokotehnoloških rešitev, ki bi dali nam neke produkte, oziroma bi vodile kmetijstvo, bila bi hrana tu, voda,
in tako naprej. Torej, bi nekako bilo možno tehnično spremeniti svet, če sem prav razumel, ne? Torej, naše življenje. Življenje pa vrednote pa kulturo, ja. No, vrednote, to je zdaj mogoče drugo vprašanje, kako je z vrednotami, ne? Ker vrednote pa potem verjetno vrednote v tem smislu, da ne bi denar bil glavna vrednota. Ne, da je vrednota v bistvu predvsem to, da si na prvem mestu ti oziroma sočlovek, recimo primer, to zdaj čisto na pamet govorim, dajem lažje predstavo. Skratka, vrednota je, da se za vsakega poskrbi tako za žival kot človeka, a ne, in da se recimo v prvi meri tudi ne uničuje okolje oziroma da je vse v skladu z nekimi naravnimi zakoni, če moramo temu tako reči. In to so nekje osnovne vrednote, iz tega naprej bi se pa potem lahko razvijalo, ne vem kam, težko bi napovedal, ampak mislim, da je to neka baza, osnova. Jasno, seveda proizvodnja, tako kot je že Mitja povedal, da lahko zagotovimo te osnovne potrebe, ki jih človek potrebuje. Od proizvodnje naprej bi pa pol Mitja. Ja, pri proizvodnji smo še en pomemben člen pozabili povedati, in to je sicer proizvodnja mora biti učinkovita. Pač tu posledično pomeni tudi, da dobro ravnamo z viri in uporabimo te prave vire in v bistvu tudi postopek izdelave tega, vse to vključuje učinkovitost. Predvsem pa za same izdelke, ne, mora veljati, da so trajni, spravi, da trajajo kolikor dolgo je že mogoče. To pomeni, da pač, če se stvar pokvari, to pomeni, da moramo nov izdelek narediti, če ta ni popravljiv, kar posledično pomeni, da gre več materijala na odpad. Zato pa imamo tle še drug pogoj, da mora biti, če se že pokvari izdelek, mora biti le ta reciklažen. Spravi, da izdelki... Dobimo energijo zopet iz njega ven, materijale. Material predvsem tu, da ne onesnažujemo, ker v naravi nimamo odpadkov in mislim, da mora biti tehnologija taka, da ne odpadkov. Da vse, kar se pokvari, kar je treba zamenjati, vse to je treba reciklirati nazaj. Pač poleg tega, ko smo že imeli, da je treba varčevati z viri, da imamo strategijo ohranjanja, moramo imeti tudi to strategijo učinkovitosti. Dobro razumem. Zanimivo. Ja, plus recimo, če je kakšen računalnik, ne, tukaj bom sam dopolnil Mitjo, če je kakšen del zastarel, mora biti komponente sestavljene tako, da samo en del vzameš ven in ga nadomestiš z novim, ne da recimo zaradi enega dela se vrže recimo cel računalnik stran. Skratka, v tej smeri razmišljati. Tako, to je ta tretja komponenta, ki je še, da je, v bistvu, bi rekel, posodobljivost. Da sploh za program je tu velja, ne, če se že ne razvije nov procesor, ki je pač različne, ki je v bistvu hardversko noter, spravi strojna oprema boljša. Za program je tipično velja, da se jih da nadgraditi. Ja, vsekakor, to je zanimivo. Se pravi, proizvodnja, kakšna bi morala biti. Moram priznati, da vedno vidim pri vsej tej zadevi ravno ta problematiko od človeškega faktorja. Ne. Tehnično mi vidimo, bi to verjetno šlo. In če dovolite, vidim tu eno primerjavo dejansko z idejo komunizma, ki je bila ravno ta, ne, da bomo vsi imeli vsega dovolj, bomo imeli centralno, bi rekel, produkcijo, bomo imeli izdelke, ki bodo trajali, tako naprej, ne bo več konkurenčnega boja v proizvodnji, ne, in pravzaprav država bo služila ljudem. Ne, dejansko neka rešitev je bil komunizem kot takšen za takratni, recimo, pač imenujemo kapitalistični sistem, ne, ki je izkoriščal prav tako, ne, se pravi, izkoriščal je ljudi, ne, recimo pač v teoriji, tako kot se danes nekako, recimo v vašem gibanju pravi, izkorišča preko monetarnega sistema, boge države, nevedne ljudi in tako delajo, sužnjujejo. Ne, se pravi, vidim tu veliko paralel, in v tej ideji, bi rekel, je verjetno takrat v svojem času komunizem kot takšen
bil zelo popularen tudi, ne? Kot smo videli, da nekateri intelektualci so videli, da je tu neka rešitev, nekaj modernega, drzna misel, pravzaprav. Žal se potem v tem človeškem elementu se je zalomil, ne? Recimo, če bi vzeli, da je tisto bilo ok, dobro namišljeno, ne? Se pravi, v praksi se je nekje zalomilo, se pravi, zopet je bil tisto privatni interesi, sicer smo imeli neko elito, ki bi naj nas to vodila, recimo, da je to danes Zeitgeist gibanje, ne? Nas vodi no recimo, tako malo primerjava, malo samo razmišljam, ne? Jasno. Tam je bila varianta pač za silo, pridemo do tistega in potem samo pridemo v komunizem za 5, 6, 7, 10 let največ ali pa 5 letka, ne, v komunizem vstopimo in potem bo produkcija laufala, vse bo, ne. Pravi, vidim neko podobno rešitev, ki pa se, recimo tako laično gledano, preprosto zalomila v tem človeškem faktorju, ne. Kajti vsi recimo socialistični predsedniki ali pa komunistični so postali kot bogovi, ne. Vsak je bil bog, ne, od Čaušesca, Tito, Stalin, ne vem, kdorkoli pač, Pol Pot, Mao Tse-tung, to so vsi mali bogovi, ki so naredili pol svoj sistem, ne, da po vsaki revoluciji pride Napoleon pravi, ne, tudi francoska revolucija. Torej, majhna primerjava z tem, pravi, da naprimer ta naša lepa ideja, ki je tu, ki jo podpiramo vsi in mislim, da vsak človek, ki je koliko toliko pravičen, bi to nekje podprl, ampak se je zalomilo, ne, se pravi, tehnično gledam, zdaj, produkcija, malo tako, da malo popestrimo. Dve stvari, na kaj bi se navezal. Tekmovalnosti v tem sistemu nimamo, predvsem zato, ker na koncu, ko vse te strategije izvedemo, imamo na svetu izobilje za vse civilizacije, za celo civilizacijo, za celotno. Spravi, zakaj bi bo sploh tekmovali? Ker imamo vse, kar dejansko potrebujemo. Tle bi mogoče še povedal to, da mnogi danes razmišljajo na tak način, da bi neko stvar imeli, čeprav v bistvu potrebujejo le tisto, kar nam dobrina daje. Se pravi, potreba je kar naenkrat ratala hotenje, če sem jaz to prav razumel, tako kot je v filmu povedal, skratka, nekdo misli, da je potreba tudi imeti 2 gliserja, nekdo misli, da je potreba imeti vikend in potem se mogoče tukaj mečkan zalom, jaz bi se sam mečkan še repliko nazaj na komunizem vrnil, jasno, da je žalostno, da je pač komunizem v svoje okrilje vzel to, kar bi že v osnovi človeštvo moralo imeti in to mi moramo biti solidarni, mi moramo skrbeti en za drugega, tukaj nima, zdaj, če je pa pač to komunizem prevzel v svoje okrilje, bom rekel, da je po eni strani žalostno, po drugi strani pa logično, sej je smiselno, da če ne živimo v tej neki sinergiji oziroma v nekem sožitju, je nemogoče, da preživimo, a ne, se pravi, če bo vam neurje hišo uničil, če ne boste imeli sosedov oziroma ljudi, ki vas imajo radi, ki vas spoštujejo in obratno, boste sami zelo težko lahko nekaj popravili, ker sam človek težko preživi. In jasno, da tukaj, ne glede na to, katerikoli sistem je nujno potrebno sožitje, a ne. In potem takem je, da je, se pravi, to na verih, se pravi, gospodarstvo, ki temelji na verih, je v bistvu ni nič drugega, kakor nabor nekih dokazanih dognanj, kjer so pač stvari popolnoma jasne, glede iz tega znanstvenega pristopa. In kakor smo že prej omenjali, ne, če nekaj ne bo funkcioniralo, se ne bo to nekako širilo naprej, ampak bo se neka nova stvar implementirala. Kar se tiče pa človeškega faktorja, je največji problem. To je dejstvo. Ampak, če bi uporabljali te neka prava orodja, se pravi, jaz pravim, če bi jaz vam zagotovil lahko osnovne potrebe za ston, je velika verjetnost, da vi ne bi več bili pokvarjeni, je velika verjetnost, da ne bi bili več pohlepni. Ne bom trdil zagotovo, ampak je to lahko neka osnova, kjer bomo začeli, se pravi, če mečkan okolje začnemo spreminjati, lahko verjamemo, da se bo tudi človek nekako začel spreminjati. Je pa zelo težko, da se v obstoječem sistemu kar samo od sebe spreminjaš. Imamo primere, ampak kot nasplošno je pa to, bom rekel, po eni strani popolnoma nemogoče. In če se še mečkan vrnem nazaj, recimo, kaj je bilo pri komunizmu drugače kot zdajle, jaz mislim, da je ozaveščenost ljudi danes dosti večja, kot recimo 10 let nazaj. In mislim, da je to tudi eden od glavnih faktorjev, da če bo prišlo do spremembe, da bo ta ozaveščenost igrala dosti pomembno vlogo, ključno vlogo. Ja.
Ne? Jaz bi tukaj dodal še razmišljanje, zakaj pač komunizem ni trajal, zakaj je prišel do stanja, kakršno je bilo. Predvsem zato, ker smo imeli politike. Nekdo je vodil, spavi, lih tu je bil ključno, človeški faktor je bil tam. Zato pa mi zagovarjamo znanstvene metode. Pač, če nekaj upelješ, oziroma če imaš neko idejo, dajmo jo preveriti, če res deluje. Ja, to se pa v politiki ne dogaja. V politiki gre pa na neko slepo verovanje, oziroma se goni v eno smer, če lahko rečem, dokler dejansko ne pride do kolapsa, kot se je zgodil v preteklosti v Sloveniji. In mislim, da je to problem, da je politika res mečkam bolj, nam rekel, negativno naravnana, ampak popolnoma nepotrebna, ker smo pač povedali, da je tehnično, stvari so tehnične, vse problemi so tehnični, nastanek družbe je tehnična zadeva, ni naravna. Ne? In kakorkoli obrnemo, vidimo, da je v bistvu tehnologija oziroma ta tehnični pristop, tisti, ki bo lahko naredil dejanske in korenite spremembe. Ne. Tako da jaz mislim, da je to trenutno edini pristop, je pa res, da tazga tudi še nikoli nismo prakticirali. Tehničnega pristopa nismo nikoli prakticirali in ga je vredno probati, seveda je pa treba zraven raziskovati, kakšne negativne posledice bi lahko to povzročilo oziroma pozitivne. In skratka, vsako tako stvar je treba, tako ko gradimo avion, preveriti, preizkusiti in zaradi naše varnosti. To je to, Če gledam primerjavo s komunizmom, je bilo ravno to, ne, da se mora teorija v praksi potrditi. Ne, to je prav komunistično načelo. Žal pa, rekel, ta ekonomski sistem, pa tudi ne pravice ljudi, ki bi naj bile večje v komunizmu, v bistvu se niso ravno potrjevale. Ne. To so zdaj pač ti sistemi severnokorejski in tako naprej. Grem o tej tehnični rešitvi, ne, ki pa, kaj jaz vem, ni nujno, da ravno spremeni človeka. Ne. Imamo, naprimer, zdaj nekateri, ki imajo socialno podporo, naprimer v Nemčiji, ogromno je priseljencev, ki živi samo socialne podpore, dobi tisti minimum, ki ga v svoji državi nikoli ni imel, ne. Ampak se ne izboljša, pač malo še delajo, tam še kakšne otroke ima, v bistvu nič ne dela. Ne. Pač živi od tega, nič ne dela in zdaj ni ravno hvaležen temu, da bi lahko on kaj pametnega delal, recimo, ali pa nekaj mogoče bil koristen, ali pa kakorkoli nekaj, ampak pač izkorišča družbo, zato da nima nobenih obveznosti, ničesar, pa mogoče tam nekaj še prodaja, kaj zraven na črno. Jasno, zaradi tega, ker mu sistem to promovira. Lejte, morate vedeti, da če moš ti vsak dan, če ti nekdo zabiča, da moš vsak dan ob 7 zjutraj vstati, biti ob 8 v šoli. Skratka, to so neka določila, iz katere ven rata lahko neko odklonilno vedenje. Skratka, okolje je spet tisto, ki človeka prisili, da tako ravna. Zdaj, če bom jaz nekomu dal možnost izobilja v smislu, da bo za njega poskrbljeno in potrebuje toliko, da dobi toliko, kolikor potrebuje, potem je zelo velika verjetnost, da čez čas bi se to vedenje spremenila, ker okolje promovira nekaj drugega in na podlagi tega se nekaj spremeni. Jasno pa je, to, kar ste rekli, se popolnoma strinjam, ampak to je pa točno to, kar se dogaja, da se stagnira, da se v bistvu, kako bi rekel, podaljšuje nek status quo, neko nespremenjeno stanje in posledično človek zaradi tega nima neke večje motivacije, ker že vidi v štartu stvari ne funkcionirajo tako, kot gre in potem se odloči za tole lažjo pot, ker je pač sistem to tako promoviral. V končni fazi vsi mi delamo tako, da čim lažje pridemo čez življenje. Zakaj? Ker nam sistem to promovira, ker je sistem nam ne prizanaša in potem delamo na tem, da se čim bolj distanciramo od njega ali pa da ga probamo čim bolj izkoristiti, zato ker on izkorišča nazaj. Zdaj, če bi pa dal neko osnovo, je pa zelo velika verjetnost, da bi ljudje mogoče 5 let bili leni, nič ne delali, mogoče 10 let ne bi delali. Verjamem pa, da 11-12 leto bi pa človek mogoče že kaj več naredil. Govorim v naših generacijah, kjer imamo drugačne vrednote, kot recimo naši otroci, ki bi lahko bili vzgojeni popolnoma drugačni, na drugačen princip kot mi. In tukaj bi tudi pa še to povedal, da tukaj ne razmišljamo o moji prihodnosti, vaši prihodnosti, temveč razmišljamo o prihodnosti naših
naslednikov, ne, se pravi, bodočih generacij in v bistvu vse, kar zdaj tukaj počnemo, moramo nekje v veliki meri razmišljati o njih, oziroma njim omogočiti brezskrbno in kvalitetno življenje, ne pa nam, ker mi mogoče zaradi teh vzorcev, vrednot, bi recimo v takem nekem novem sistemu mogoče tudi majčkeno trpeli. Jaz ne bom rekel, da to ne bo mogoče, ampak predvsem zaradi tega, ker so vrednote popolnoma nekje drugi, kjer bi lahko bile. Jaz bi nekaj vprašal v zvezi z tem antiglobalizacijskim gibanjem v svetu, katerega smo priče oziroma vidimo po medijih ob teh različnih demonstracijah, ko se naprimer finančni svet v Davosu ali kjerkoli zbere in potem ti antiglobalisti tam mečejo tiste flaše in tako naprej. To ni povezano z gibanjem duh časa, recimo, oziroma ta antiglobalizacija, ker tam ravno to ti očitajo, da pač posamezniki si kopičijo bogatstvo, ne, in da v tem smislu bi ta globalizacija morala potekati drugače, čeprav razumem tisto gibanje, ne, se pravi, tu ni neke povezave, verjetno, če gledamo gibanje duh časa, njegovo misel, tu ni neke... Moramo prvo razumeti, zakaj se flaše mečejo. Mečejo se zato, ker ljudje, ki s tem stojijo, vejo, da je neki sistemom narobe, noben jih ni naučil, noben jim ni pokazal, kako bi lahko drugače pristopili k želji do sprememb. Jasno, več znanja, ko imaš, to, kot zdaj mi vidimo v našem društvu, vidimo, da zaradi tega, ker je znanje, ne bi postopali, pa šli v te ekstreme, kot ste omenjali. Je pa treba spet razumeti ljudi, ki to počnejo, predvsem iz tega, ne da bi jih opravičeval njihova dejanja, ampak dejansko ne znajo drugače pristopiti k temu, kot da izražajo svoj gnev in jezo na tak način, kot jo. Žal se to ne odobrava, ampak ko jim bomo prikazali drugačen način, drugačen postopek, kako reševati problem, mislim, da se bodo tudi te stvari umirile. Zdaj pa spet, kar se tiče pa same globalizacije, bom pa en primer, da recimo prostega trga, kjer je največji problem, recimo v Ameriki so neke vrste pesticidov prepovedali, zaradi prostega trga so te pesticide recimo poslali na nek otok v Karibe, na plantažo bananovcev in tam so cela civilizacija, cela družba umrla od raka zaradi tega pesticida. In to je problem. Skratka, spet pridemo do tega, da večji, močnejši izkorišča manjšega pa šibkejšega. In dokler se to ne odpravi, bo jasno prišlo do teh izkrivljenih vedenj oziroma do tega. V okviru krščanstva se poskuša nekako graditi neka nova ekonomija delitve, recimo pač, da daš tisti, ki imajo več, da dajo tisti, ki nimajo in nekako tako gradijo svet. Potem druga stvar je v krščanstvu je ta ljubezen do bližnjega, kako nas recimo Jezus pač uči, da moramo pomagati drugemu in je to neka tudi neka izboljšava sveta. Tukaj pa recimo tudi ker mi počasi zdaj zaključujemo, v tem vašem prikazu nedvomno gre za neko gradnjo boljšega sveta, če imenujem nek način neka nebesa, ki bi nam kar lepo šlo tukaj na zemlji, da dejansko pa poskušamo rešiti probleme, ki so. Ugotovili smo, da svet ne funkcionira tako, kot bi lahko. Tu se nedvomno strinjamo, da so viri, da so potencijali, da je tehnika, ki je neizkoriščena in tu se nedvomno, bi rekel, strinjamo. Tu smo izpostavili tale človeški faktor, kjer recimo gibanje duh časa je mnenja, da bi na osnovi teh osnovnih pogojev za življenje mi lahko tudi spremenili mišljenje človeka, da bi postal mogoče bolj etičen, bolj gledal na drugega človeka, ker bi tudi razumel stvari, da mogoče tako pomaga celemu svetu, sam sebi in tako drugemu. In mogoče, se pravi, tu se mogoče direktno s krščanstvom ne strinjamo, ampak nekako tudi delno. In vsi skupaj pa nekako gradimo neko civilizacijo tudi razumevanja, pravičnosti in tako da mislim, da tu marsikaj je skupnega.
in tudi neke dobre volje se tu ne da, bi rekel, ne gibanju duh časa vzeti. Zanimiv je ta pogled, dejansko ta osvetlitev, to razsvetljenje, kakšno je stanje na svetu, da tega mi ne izkoriščamo, da bi lahko bil svet pravičnejši in bolj dober za vse. Naprimer, zdaj imamo ravno Toma Križnarja, ki opozarja na tisti genocid nad Muvami in ljudmi, kjer pa gre zopet verjetno za nafto, gre za zemljo. In recimo eno vprašanje še nekje ključko, spravi, gre tudi v teh primerih gre za neko za moje dobro, kar je ne pa gledati na vse ljudi, ne. Tu je ta problem, ampak tudi za narode, ne, reče, ja, naš narod, ne, mora biti tam, recimo, neki nacionalni egoizem, ne, ali pa verski egoizem, tudi mi kristjani, mi muslimani, mi moramo to imeti, ne, in zdaj tudi to, vse to bi moralo biti nekako spoznano in da mi vidimo, naprimer, da ne smemo biti egoisti, ne, v nobenem primeru. Primer, če bi vsak razmišljal tako, kot recimo gospod Sraka razmišlja, in če bi vsak imel toliko znanja, tako verniki kot neverniki, bi dejansko svet bil boljši. In moja, če lahko rečem, zadnja misel, ki jo čedalje bolj videvam, je, da ljudje se morajo izobraževati. Več, ko bo znanja, hitreje bo prišlo do rešitev in hitreje bo prišlo do sprememb. Manj, ko bo znanja, večja je možnost za kakšno novo vojno. Tako. Mogoče kar s to mislijo počasi zaključimo. Tudi jaz, dragi gledalci, se s tem od vas poslavljam. Glejte naše oddaje, kjer še nadaljujemo v okviru oddaj za skupno dobro, razmišljanja o gibanju duh časa, ki je mimogrede eno najbolj gledanih in obiskovanih internetnih strani in gledanih filmov v svetu danes. Torej, ljudje razmišljajo globalno, iščejo rešitve, nekaj se dogaja na tem svetu. Za nas kristjane je smer, ljubezen in dobrota, ki nam jo kaže Gospod Jezus, in nedvomno z vsemi ljudmi dobre volje se združujemo v tistem, kar je lepega in dobrega. Želim gibanju duh časa še veliko uspeha, pa tudi vam, dragi prijatelji, vse dobro in se vidimo naslednjič. Razmišljajmo skupaj.